Karel Erjavec oziroma Ministrstvo za obrambo odpovedalo pogodbo s Sindikatu vojakov Slovenije, ker naj bi kršil zakon o obrambi, in pa, da je obveščevalna vojaška služba policiji naznanila vas oziroma nekakšno sum kaznivega dejanja, češ da ste izdali tajne podatke takrat po seji KNOVS-a. Sindikalizem sega v prvo polovico 19. stoletja. Delavke in delavci so se dolgo borili za svoje pravice in potem leta 2019 pride nek Karel Erjavec, ki odpove pogodbo s sindikatom, ki želi uničiti sindikat, ki želi, da ta sindikat ne bi več obstajal, pa ne zato, ker ga moti sindikat zaradi dejavnosti v vojski, pač pa, ker ga moti sindikat, ker dela to, kar ministru ni všeč. Ko sem bil predsednik odbora za obrambo prejšnji mandat, sem dobil številne pozive za sklic sej, izrednih sej odbora za obrambo. Nekatere sem upošteval, drugih nisem upošteval. Vendar pa ministrica Andreja Katič nikoli ni grozila, niti ni odpovedala pogodbe s sindikatom. Spomnite se, kaj so sindikati v času druge Janševe vlade delali, ne samo njemu, še komu drugemu, takratnemu ministru Žigu Turku. Kaj so delali tam le zadaj v Cankarjevem domu, kako so zbirali podpise za njegovo odstavitev. A si predstavljate, da bi takrat Janez Janša ali bi kdo od ministrov ukinil sindikat? Ne, to ne drži. Temu sindikatu so že hoteli odpovedati pogodbo. Pa so mu? Takrat, ko je želel nastopiti v kampanji proti gradnji drugega tira. Vendar, ko so mu zagrozili, da mu bodo odpovedali pogodbo, so v sindikatu odstopili od vseh dejavnosti. Sindikalna organiziranost je pri nas zagotovljena z ustavno pravico, tako da to, kar si je privoščil minister za obrambo, je kršil vse pravne in pa tudi druge standarde te države in pa neke sodobne družbe. Jaz čakam, kakšen bo odziv sindikata, zaenkrat njihovega odziva nisem videl, tako da to bomo lahko komentirali kasneje. Je pa to seveda neprimerno in samo še dokazuje, da drži to, kar sem rekel. Karel Erjavec si misli, država, to sem jaz. Kar jaz rečem, tako bo, nima se kaj proti temu odpirati. Ne Slovenska vojska, ne sindikat, ne mediji, ne politika, nekdo drug. Kar se tiče drugega vprašanja, tega, da je obveščevalna varnostna služba mene osebno naznanila policiji zaradi izdaje tajnih podatkov, lahko rečem samo to, tajnih podatkov nisem izdal. Vse, kar sem povedal, sem povedal na podlagi pooblastila, ki mi ga je dala Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Me pa čudi, da obveščevalna varnostna služba in pa njen direktor Dejan Matijevič nimajo toliko jajc, da bi proti meni podali kazensko ovadbo zaradi izdaje tajnih podatkov, ampak so me naznanili policiji. Zakaj? Ker niso prepričani, ali gre za izdajo tajnih podatkov. Ker lahko rečem, da se v primeru kazenske ovadbe že veselim odškodninske tožbe zaradi vložitve kazenske ovadbe, ki se je izkazala za kriv. Hvala. Še kakšno vprašanje? Samo še jaz bi se vrnil Miha Orešnik kanala nazaj na sindikat vojakov. Vi torej menite, da sindikat vojakov s svojimi dejavnostmi, aktivnostmi, pozivi ni kršil zakona o obrambi? Sindikat s tem, ko je predlagal interpelacijo zoper ministra in pa s tem, ko je predlagal sklic nujne seje odbora za obrambo, ni kršil zakonodaje. Hvala lepa. Hvala. Replike.